Vlada je danes obravnavala predlog mnenja k predlogu zakona o spremembah zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom in sprejela stališče, da tega zakona ne podpira. Njegova vsebina je v tem, da naj bi se določil nek referendumski dan v maju, ko bi lahko bili pravzaprav vsi tisti referendumi opravljeni, ki bi se v celotnem letu zgodili. Treba je povedati, da že sedanja ureditev dejansko omogoča takšen referendumski dan v določenih primerih, zaradi česar pravzaprav je ta možnost v določenih primerih že zdaj omogočena. Tisto, kjer pa vidi vlada problem, na katerega tudi opozarja v svojem mnenju, pa je, da bi seveda takšna rešitev lahko povzročila kar resne zastoje v zakonodajnem postopku, da bi lahko onemogočila učinkovitost zakonodajalca, ker bi se kaj lahko zgodilo, da nek zakon, ki je bil sprejet zgolj zaradi nekega političnega nasprotovanja, potem ne bi mogel biti uveljavljen pravzaprav tudi v skrajnem primeru celo leto. Lahko si predstavljamo, kakšne posledice bi to lahko imelo v primerih, ko gre recimo za kakšne uskladitve zakonodaje s pravnim redom Evropske unije, ko gre za uskladitve zakonodaje z odločbami Ustavnega sodišča Republike Slovenije, posebej še takrat, kadar bi šlo za kakšne zakone, ki se sprejemajo po nujnem postopku zaradi kakšnih nujnih potreb države, naravnih nesreč, recimo kakšnih drugih nujnih potreb države, zaradi katerih so takšni zakoni sprejeti. Tu se torej očita temu zakonu predvsem to, da pravzaprav ne določa nobenih izjem, ko bi bilo takšen referendum vendarle mogoče izpeljati tudi že pred tem, dvotretjinsko večino pa seveda, ki bi jo zahtevala takšna predhodna odločitev, pa take dvotretjinske večine pa seveda kaj lahko v Državnem zboru ne bi bilo mogoče doseči. Vlada v svojem mnenju opozarja posebej tudi na to, da bi takšna rešitev lahko povzročila skokovito število povečanja števila referendumov, ker pač nad pobudniki in nad predlagatelji več ne bi visela peza tega, da je vendarle gre za neke določene stroške, ki jih referendum prinese seboj, zaradi katerih se ta hip vendarle samo omejujejo. Če pogledamo na vso problematiko referenduma nekoliko širše, je potrebno povedati, da je naš referendum dejansko urejen primerjalno pravno veliko širše kot v drugih državah. 10. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi je sicer vseboval določene omejitve, ki so bile zelo podobne omejitvam, kakršne poznajo referendumskega odločanja v drugih državah, vendar je bila ta določba v letu 1994 z odločbo Ustavnega sodišča razveljavljena, predvsem zaradi tega, ker je to omejitev določal zakon in ne ustava. Pravzaprav nikjer v stroki lahko rečemo, ni najmanjše dileme o tem, da določene omejitve referendumskega odločanja morajo obstajati. Pri nas jih ni. Morajo pa obstajati predvsem zaradi tega, ker referendumi občasno ne dajejo racionalnih rezultatov. Recimo v primeru, če bi na referendumu odločali o davkih, to je znan primer, bi zelo verjetno vsi ljudje glasovali proti temu, da imamo davke in tako naprej. In zaradi takih stvari seveda vse države omejujejo dostop do referenduma, predvsem na področjih, kot so finančna področja, na področjih mednarodnih
pogodb, kjer seveda lahko prinese velike zaplete nek referendum, to smo tudi lahko videli ob na srečo uspešno izvedenem referendumu o arbitražnem sporazumu z Republiko Hrvaško. V bistvu bi nesprejetje odločitve na tem referendumu prineslo dejansko nepredstavljive posledice. In seveda iz vseh teh razlogov se je vlada tudi odločila na današnji seji, da bo ob vsej težavnosti, ki se je seveda zelo zavedamo, ob vsej težavnosti sprejetja oziroma doseganja dvotretjinske večine v parlamentu za spremembo ureditve referenduma, takšno spremembo vendarle predlagala, ker jo je preprosto prav predlagati. Potrebno je to stvar urediti, ker seveda, če ne bomo na tem področju primerljivi drugim državam, nas to pač vodi v velike težave, ki so med drugim tudi v določenih blokadah, sploh lahko zakonodajnega odločanja, kar se pravzaprav ob marsikakšnem zakonu kaže že tudi zdaj. Tisto, kar bo nekje glavna usmeritev tega, kar bi želeli tukaj predlagati v spremembo, je predvsem, da bi se jasno in vnaprej v ustavi določile omejitve referendumskega odločanja v naši državi, se pravi področja, na katerih takšnega odločanja ne bi bilo, s čimer bi tudi razbremenili ustavno sodišče odločanja v vsakem posameznem primeru o tem, ali naj nek referendum bo ali ne, ker tudi takšna sedanja ureditev ima eno vrsto slabosti, o katerih bi se dalo dolgo časa tukaj govoriti. Razmišlja se o kvorumu, čeprav je treba takoj povedati, da tudi kvorum ni brez pasti in je potrebno tukaj biti zelo previden in jih tudi strokovno ta kvorum ustrezno utemeljiti. Potrebno je povedati tudi to, da nobena primerljiva država, ki na svetu praktično nima, vsaj ne, da bi jo jaz poznal, nima manjšinskega referenduma, se pravi, da bi preglasovana manjšina v parlamentu mogla potem pa zahtevati referendum o tem vprašanju. In torej tudi o tem vprašanju bi kazalo razmisliti. Treba je povedati, da je v stroki o tej potrebnosti sprememb referendumskega modela oziroma načina referendumskega odločanja v naši državi verjetno bistveno več konsenza kot v politiki. In treba je tudi povedati, da seveda, če do teh sprememb ne bo prišlo, se nam v določenem trenutku lahko obetajo tudi zelo resne blokade dela zakonodajne veje oblasti, česar si seveda pravzaprav nihče ne želi. Tako da, tako kot je bila že nekaj mandatov nazaj ta sprememba ustave predlagana, bo jo zdaj pač potrebno ponovno predlagati. Verjetno poskušali bomo to narediti v prvi polovici februarja in jaz res upam, da bo ta razmislek tudi prinesel potem do nekega rezultata, da bo takšna sprememba tudi lahko sprejeta. Vsekakor vsaj strokovnih razlogov za to, da tu ne bi naredili enega resnega premisleka in enega resnega koraka naprej pri našem referendumu ni, in z tega vidika lahko absolutno pritrdimo temu, da je naše referendumsko odločanje potrebno ene temeljite revizije in tudi enih temeljitih sprememb. Hvala lepa. Hvala gospodu Pogorelcu. Še kakšno vprašanje zanj? No, o tem bomo še debatirali. Hvala lepa.